To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. Zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Dobro jutro, David. Dobro jutro, kakšen glas imaš? Jutranji. Poslušalke bodo vesele. Jutranji. Obe dve. Dosti, Jasna in njena prijateljica. David, v Švici poteka Bitcoin konferenca Plan B forum in sicer v Luganu. Danes Midva nisva tam žal. Ne, nisva bila povabljena, oziroma sva bila sem zastonj, nisva dobila nič se plačati, ne? Nič ponudbe. A da mi da plačala, da oni nam plačajo? Ja, nisva dobila računa, da bi ga lahko plačala. Okay. Ja, Plan B v Luganu se smatra kot največji evropski dogodek v Bitcoin svetu. Ali pa mogoče najbolj moden? To bolj. Ja. Žal, ja, nisva mogla iti. Verjetno si tudi ne mogla prvočiti, a misliš, da bi lahko? A je drago tam, ne? Si predstavljam. Da je zelo drago. Za tiste 3 satoši, ki sva jih nabrala zdaj v Zepi na Nostru, bi pokrila, ne vem, eno rundo, mogoče, če bili v troje. Okay. Če bi. Skratka, tam je kar neki ljudi, več kot 100 govorcev, Tether je tam, mislim, en glavnih sponzorjev. Tudi slovenska podjetja so tam, no? Nice Hash, mislim, da ima neke panele in tako naprej. Če je kdo šel, oziroma je tam, dajte se javiti, pa mogoče naredimo eno kratko epizodo, da poveste, kako je bilo. Kaj so pa kaj najavili? Tam si videl kaj? No, zame največje razočaranje je zagotovo Relay, to je ta švicarska aplikacija za nakup in prodajo Bitcoina, ki so v preteklosti stavili na non-KYC nakupe in prodajo in potrudili so se, da smo lahko kupovali in prodajali Bitcoin neposredno iz strojne denarnice, recimo Bitbox je bil integriran. Zdaj pa so napovedovali neko veliko stvar, ki jo bodo razkrili v Luganu in so jo. In to je kompatibilnost z MiCA regulativo, torej adijo non-KYC nakupi. Klonili so pod Evropo. Kaj praviš ti na to? Ja, jaz mislim, da imajo očitno večje cilje, rast in če rasteš, prideš v neki točki na tarčo na zemljevid regulatorjev in so se odločili, da bo šli glavo dol, pa se preklonili in zbrali to pot. Z vidika tega, kar so pa v štartu rekli, ne, da je to non-KYC storitev na voljo vsem, ja, to pa so pa skrenili z tega. No? Tako da z te strani so me razočarali, jih pa vsaj ne razumem z vidika širjenja biznisa, jih pa razumem, če hoče na evropskem trgu biti, je to pogoj. Če ne imaš kar neki problemov, ne? Razen tega, da si zdaj mi med sabo peer-to-peer izmenjujemo Bitcoin in fiat ali Bitcoin in storitve, katere menjalnice ali pa storitve so nam še na voljo za nakup Bitcoina, brez da oddamo svoje osebne podatke, ki bodo vsi ušli na internet? Hodl? Ja. In pa spet švicarski Pitch app, ne? Pitch app, ja. Potem je še nišni Robosets in pa Bisk in to je vse, kar jaz poznam. Drži. Se pravi, kar majhna izbira. Se stiska prostor, ne? A to je nič? Ja. Pa to pomeni kaj? Peer-to-peer dejansko? Ja. Ne? Treba bo začeti hoditi na Bitcoin meetupe, ki jih organizira Bitcoin društvo. Ja. Pa Bitcoin, kaj to? Bitcoin sejem bomo imeli. Tržnico. Bitcoin tržnica, enkrat na teden. Se bomo kar organizirali. Na vsaki vasi slovenski, na sred vasi na Vaškem trgu pod Vaško lipo, Bitcoin sejem. Včasih so suho robo prodajali, zdaj pa Bitcoine. Prav. A misliš, da je to šlo?
Ja, enkrat se bomo dobili, ne? Bomo probali. Nadeva mi dva pogledati, kaj je še v Luganu. Ja, velika novica je, da, čeprav je to mislim, da že nekaj tednov stara, ampak zdaj je bila malo bolj tako uradno predstavljena, da je Tether pa Rumble, se pravi Tether je kupil Rumble in uvajajo Bitcoin napitnine. Pomeni tako, kar lahko zdaj že na Nostru tipate prek Lightninga, se pravi z Bitcoinom, kogarkoli za neko vsebino, ki jo zagotavlja, boste lahko na Rumblu. In Rumble ima 51 milijonov aktivnih uporabnikov, tako da to je kar lepa številka. Me pa zanima, koliko bo dejansko uporabe tega. Ne? Je pa že to super, da se doda ta možnost, da Bitcoin omogoča to zadevo. Se pravi, prenos sredstev v naslednji sekundi. Rumble pa je neka video platforma, je to konkurenca YouTubeu? Ja, tako. Tisti, ki iščete kakšne informacije, take, ki jih mainstream cenzurira, na Rumblu jih boste najdel. Zaenkrat je še tako. Tako da ja. No, zdaj, če bo zadaj Tether, upam, da bo to še nekaj časa ostalo. A veš, da je Chris Pavlovski makedonski Kanačan? Ne. Sprav, tudi malo Jugoslovana, malo spet naše. Spet naše krvi. vse. Ja. Dobro, lej. Na koncu vse naše. Lej, peer-to-peer. Tržnice. Ja. To je to. No, ko smo že tukaj pri Tetheru, moramo povedati, da oni tudi razvijajo Kit.io, ki pa omogoča peer-to-peer pogovore in videoklice brez serverjev. Se pravi, uporabniške naprave, kot so telefoni, računalniki, so hkrati serverji, ki omogočajo komunikacijo en z drugim. Mogoče bo Tether podpiral to peer-to-peer ali pa odprto pot tudi po Rumblu še dolg in imamo alternativo mainstreamu, ki nas stiska v KYC in v fiat suženstvo. Ja. To, kar si prej omenil, Kit, če ga še niste probali, dajte ga probati. Zdaj je že na nivoju, da ne zmrzne glih vsakih 10 sekund, da dejansko dobite tudi notification, ko prejmete obvestilo, sliko, kakorkoli. Dela pa, oziroma takrat, ko sem ga malo bolj testiral, je super delal. Videoklic je fenomenalen bil v tistem trenutku, ko sem testiral. Drugače pa ja, chat je v bistvu to. Ne? S tem, da nima omejitev niti pri prenosu datotek, se pravi, ti mu lahko spustiš kakorkoli veliko datoteko čez. Ja, no, in kar razvija se. Prav Pavlo Arduino kar doskrat pošilja ta svoj produkt prek socialnih omrežij in kar redno nadgrajujejo. Ni zapuščen projekt, kar je super. Še en simbolni moment se je zgodil na tej konferenci. Ja, zdaj ne vem, kjer od Slovencev je Satošijev kip odrezal, pa ga vrgel tja v jezero. Ga morajo zdaj... Mogoče kakšen novomeški Slovenc. No. Mogoče. No, pač zdaj bom malo razočaran, ker so postavili predvčerajšnjem novega. Zakaj bi bil razočaran? Še enkrat ga bo spizdal. Jaz ne, mogoče pa mislil, da je on bil zlat, veš, kaj je zlato šel zdaj gor, pa je zaradi, veš, kaj zgledal je mogoče, bakrenje bolj, se mi zdi. Želes je želes. Skratka, ja, evo, spet je kip nazaj, super zgleda. Enkrat sem imel idejo, da bi to sam probal narediti doma, sam moram še pogruntati kako. Pa ne v take velikosti, taki zelo mehni, a verjetno ne bo čez take oblike. Se moraš švasati naučiti, ne? Vse se moram naučiti, ampak idejo sem pa dobil. Nekje treba začeti. Ja, lej. Tako da, to je to, še kaj tam? Mislim, da ne. Zgodila se je še konferenca v Bolgariji, za kar pa bo mogla prositi Klemna in Tonija, ki sta bila tam, za kakšen povzetek in to bo v kakšni naslednji epizodi, prav? Ja, dejva. No, prejela sva pa
dve vprašanji, kar zanimivi in obsežni. Prvo je vprašanje poslušalca Nejca. Hvala za vprašanje obema oziroma vsem, ki pošiljajo kakršnakoli vprašanja, ker se s tem naj usilite, da se kaj naučiva, da si kaj pregledava in kakšno stvar bolj podrobno razdelava. No in vprašanje Nejca se je glasilo: zanima me, kako iz Paper Bitcoin Walleta prenesem Bitcoin v strojno Ledger denarnico ali na borzo. Najprej moramo razumeti, kaj je Paper Bitcoin Wallet. V začetku jaz tega Bitcoina nimam. Nisi nikoli to delal? Ne. Zelo na začetku, še predno je Vse, kar me ni bilo na začetku, ne. Še predno je Trezor naredil strojno denarnico, si Bitcoine hranil nekje na računalniku, takrat v datoteki wallet.dat. Tega tudi jaz nisem imel, ker nisem nikoli minal, ampak papirno denarnico sem pa že spoznal in to je izgledalo tako, da si v brskalniku ali v lokalnem programu na računalniku ustvaril neko denarnico, se pravi računalnik si je izmislil to na ključno število, private key in javni public key, torej zasebni in javni ključ, ki ti ga je lepo formatiral na A4 format z nekimi navodili in ti si potem na naslov, ki ga je ta program dal zraven, poslal bitcoine. Misleč, da samo ti poznaš te skrivnosti, torej ta ključ, javni in zasebni ključ. Seveda zdaj vemo, da to skrivnost je poznal operacijski sistem in vsi, ki so priklopljeni na ta operacijski sistem. Da smo Bitcoin denarnico generirali, verjetno, ali pa saj jaz ne poznam primerov, da bi ljudje vam pulili mrežne kartice, internet kable, Wi-Fi, antence in podobno. Torej, jaz bi rekel, da je večina paper walletov bilo narejenih na računalniku, priklopljenih na internet. To pomeni, da že generacija tega zasebnega ključa ni zasebna in obstaja verjetnost, da ga pozna še kdo. To spoznamo zelo hitro, torej, če gremo na to denarnico in je znesek nič, pa smo prej nekaj imeli gor, je to bil že znak, da skrivnost ni bila samo naša. Zdaj pa recimo, da tega ni nihče naredil in da na Paper Walletu nekaj obstaja, nekaj bitcoina. Če govorimo o Paper Walletu, kot je bil na začetku zamišljen, potrebujemo nek program, s katerim bomo bodi si prenesli bitcoine na nov naslov strojne denarnice ali na denarnice borze, ali pa potrebujemo program, ki bo ta private key oziroma par zasebnega in javnega ključa pretvoril v teh 12 ali 24 besed in bomo te besede vpisali v strojno denarnico. Torej, to so dve poti prenosa sredstev iz papirne denarnice v strojno denarnico ali denarnico borze. Trik pa je v tem, da ko pretvarjamo par ključev zasebnih in privatnih v 12 besed, da to dela program na Windowsih ali pa na macOS-u, torej, ali pa dobro na Linuxu, se pravi na računalniku, torej operacijski sistem zagotovo pozna tako te zasebne ključe in potem 12 ali 24 besed, kar je povsem nevarno. Jaz bi to vseeno naredil, zato ker če tega ne naredim, je verjetnost, da imam bitcoine na nevarni denarnici še toliko večja in bi tvegal ta prenos in upal, da me nihče ne prestreže. Verjetnost, da me pa nihče ne prestreže, je pa kar majhna. Ampak pa hitro premakne naprej, ne? Nekam. Seveda. Naredil bi še v primeru prenosa na borzo, ne, pač tam bi sam preveril, da so sredstva prišla na borzo, naredil z njim, kar bi želel. Sicer ne vem, če ne potrebujemo prodati bitcoina, ne vem, zakaj bi na borzo jih pošiljal, na strojno denarnico pa ja. Če bi prenesel zasebne ključe na denarnico, torej teh 12 besed, da bi jih vnesel v denarnico, bi zagotovo kreiral novo denarnico na tej isti ali na novi strojni denarnici in prenesel se skupaj na nove zasebne ključe in poskrbel, da na starih ni nič več. Ker če ne bo kdo drug poskrbel, ne? Ja, ker če ne bo to poskrbel kdo drug namesto vas. Okay. Se pravi, ta community je kar koristen, ne vse počist za sabo. Ja. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z bitcoinom?
Vas zanima, kaj so to kriptoprevare, ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. To je bil Nejc, ne? To je bil Nejc. Dobro vprašanje, Nejc. Kaj pa Igor prav? Kaj pa Igor je zanimalo? Igor je povprašal, kaj meniva o denarnici Tangem in BC Vault. To sem enkrat že govorila, če se ne motim, ne? Ja, na hitro sva in mene je kar zmrazil, kako lahko obstaja uporabnik, ki ima ravno te dve denarnice, ki sta problematični, kar bi rekel za BC Vault, in pa kritično škodljivi, kar bi rekel za Tangem. Torej, nič dobrega ne meniva. Ne? Tangem ni strojna denarnica, ampak nerazumno še enkrat. Tangem ni strojna denarnica, ampak nerazumno draga shekana online denarnica. Nima zaslona. Bila je shekana strani Ledgerja nedavno. Nikakor ne poznam razloga, zakaj bi nekdo kupil Tangem. Vse skrivnosti, ki se hranijo na Tangemu, so prikazane na zaslonu mobilne aplikacije na telefonu in to smatramo kot nevarno. Poleg tega je denarnica closed source, se pravi zaprtokodna, in jim moramo verjeti, ne moramo preveriti, kaj delajo. No, ima pa kar dober marketing, ne? To se ga to reči. Zakaj? Zelo agresiven marketing. Glih za to. Ja. Ker pač se dobro oglašujejo, seveda ne povejo teh stvari, mogoče imamo zavajanja pri tem, kar povejo, ne? Ja, pa še tak format je kreditne kartice. Ja, super. Drugače čisto redo zgleda, ne? Ja. Se pa pojavlja kot denarnica pri projektih v sodelovanju z kar neki shitcoini. To sem zasledil. Absolutno. To je njihov glavni go-to market strategy. Torej, Tangema se izogibajte razen za zabavo, če hočete probavati strojno opremo, ampak zakaj bi dal 100 € za tako nevarno zabavo, ne vem. Se mi zdi, da se za 100 € dobi adrenalin tudi kje druge. No, potem pa še BC Vault. To je pa slovenska denarnica, ki se tako strojno kot softversko proizvede v Sloveniji, kar je super in bi si zelo želel, da bi jo lahko priporočil, ker se mi zdi, da kar je domače, ne, pa tudi zdi se mi, da fantje, ki jo delajo, niso neumni delač od tega, ampak izdelek kot tak pa spet ni priporočljiv, pa si poglejmo zakaj. Najprej dobre stvari. Denarnica ima velik zaslon. To je bi jaz rabo že počasi, ja. Ja, se pravi, prav velike fonte, velik zaslon, kar je super. Kaj se pa pol neka ful dobre stvari končajo. Zdaj so sicer naredili poleg desktop aplikacije tudi mobilno aplikacijo za na Android, kar se mi tudi zdi fino. Pa recimo, da imajo ta pregled sredstev, ki jih denarnica hrani, tudi ok. Namreč denarnica podpira shitcoinov, tako, in ne samo te shitcoine, tudi staking, tokene na vseh shitcoinih, res ima ogromno podporo blockchainom, kar ima pa svoj davek. To pomeni, da jaz bi rekel, da so zaradi tega neaktualni. Torej, ne podpirajo recimo zadnjih tipov naslovov na Bitcoinu, ne podpirajo taproot naslovov. Ker ne podpirajo taproot naslovov, ne morejo podpirati silent paymentsov, ne podpirajo multisiga na Bitcoinu. Kar nekaj zaostaja, se pravi, Bitcoin se ravno tako razvija. Dobivajo od nekje drugje, ne? Recimo, ne vem. Ali pa iz svoje druge dejavnosti plačujejo razvoj te denarnice. Ne vem, enostavno zaostajajo s podporo za Bitcoin. Pol ponašajo se s certifikati, ampak certifikati so potrdila drugih ljudi, ki podajajo izjave, ki jih je nemogoče preveriti. Da se jih pa kupiti, ne? Certifikat se da kupiti.
in niso odprtokodni, niso open source. Mi smo, to bom govoril v naslednjem poglavju, ampak mi smo ravno kar dobili na trg denarnico, ki vsebuje secure element, varni element, ki je open source, se pravi prvi varni element na svetu, v katerikoli industriji, ki je odprtokoden. Vse gre v to smer. BC Vault pa vztraja na zaprtokodni arhitekturi, kar se strojne opreme tiče, nima varnega elementa, ampak tudi teh rešitev imamo nekaj na trgu. Jaz ne vem, na kaj se zanašajo, kaj je tisto, kar varuje skrivnosti na hardveru. Hvalijo se recimo z FE RAM-om, ki naj bi imel 200 let življenjske dobe, kar se mi zdi, da je tudi super in dobra izbira. Ampak če pomislimo, da je to samo en delček, en čipek na celem PCB-ju, na elektroniki, ki pa nima take življenjske dobe, ali pa zelo verjetno je nima, ne povezave, kaj šele čipi, ki bi bili večkrat pod napetostjo, kaj ti pomaga, da bo en košček preživel 200 let, če je vse ostalo mrtvo? Tega čist ne razumem dobro, mogoče pa ne vem vsega. Ampak problem je, ker je zaprtokodna. Ko BC Vault kot firma ugasne, nimamo nikogar, ki bi nam pomagal prenesti sredstva, ki imamo na tej denarnici, ali dostopa do njih, če se zgodi kakšna sprememba v blockchainih, ki jih podpira, ker ne bo nihče tega mogel nadaljevati tega projekta, ne moreš kar iz GitHuba povleči, pa skopirati, pa razvijati naprej, ker je zaprtokoden. Da mi sam povedal, oni delajo vse po standardih, se pravi denarnica po standardih, ali ne, se pravi, imam jaz BC Vault, pa ga neham uporabljati, hočem jaz zdaj prenesti na drugo, kaj, BIP39 denarnico, ne vem. Ja, imeti moraš srečo, da takrat tvoja strojna denarnica in pa softverska denarnica, ki je zagotovljena s strani BC Vaulta, še deluje, da lahko preneseš, se pravi, da narediš transakcijo. Če tega ne moreš... Ne govorim o transakciji, jaz govorim o tem, da importaš ti bi private backup prenesel, ne? Ja. No, to je pa ta druga ali pa mogoče tudi prva glavna pomanjkljivost BC Vaulta, ki jo sicer oglašujejo kot glavna prednost. Oni sami sebe imenujejo seedless denarnica, prva seedless denarnica na trgu, kar mislim, da tudi je. Ampak način, kako so to izvedli, se mi zdi, da je korak v preteklost, ker na začetku so bile vse denarnice seedless, dokler ni Trezor izumil te hierarhistično-deterministične denarnice, torej, da lahko iz enega zasebnega ključa generiraš več naslovov. V BC Vaultu je vsak naslov svoja denarnica. Vsak naslov ima svoj zasebni ključ v surovi obliki, se pravi ne v obliki 12 besed, ki so človeku razumljive, ampak v heksadecimalni obliki, v eni taki klobasi črk in številk, ki je seveda nezapomnljiva in to je skrivnost, ki jo treba hraniti. Pazi, za vsak naslov. Vemo pa, da če ne želimo škoditi drugim, moramo pri vsaki transakciji Bitcoina naslov zamenjati. Nikoli ne uporabiti istega naslova. In predstavljaj si, da imaš kar nekaj transakcij, vsakič, ko kreiraš nov naslov, dobiš svoj private key, ki ga lahko zaščitiš z pinom pa geslom. In to je en kup, to so 3 skrivnosti, ki jih moraš varovati. To je en kup. Pa se to daš na Google Drive, pa sinhroniziraš tem. Ja. A to ni v redu. To ni, upam, da je v redu, ampak to pa ni v redu. Tako, zdi se mi, da je to denarnica, ki ti lahko samo zaklene Bitcoin na način, da noben ne bo več prišel do njega, oziroma da ga boš zgubil pri prenosu te arhivske kopije. Tako, zdi se mi res nevarna. Jaz razumem, da imaš ful več dela zdaj, če imaš to denarnico, več odgovornosti s tem, ker moraš... Več skrivnosti moraš hraniti. Ja. Poleg tega pri vseh denarnicah, ki so od BIP 32, 39 in 44 kompatibilne, pri vseh denarnicah smo vajeni, da en backup varno shranimo. Torej, 12 besed in ali passphrase ali pa multisig quorum skrivnosti shranimo in zavedno jih hranimo in nam o backupu ni treba več skrbeti. Medtem ko pri BC Vaultu vsakokrat, ko odpremo nov account, dobimo nov private key in to je treba zbackupirati. In zdaj imajo celo nek programček ali neko funkcionalnost v softveru, ki ti pomaga čistiti stare backupe. Mislim, meni se zdi to tako
strašljivo. Bal bi se uporabljati to, ker da bom zdaj z vsako transakcijo se tresel, a imam jaz backup ali nimam, kaj imam zavarovano na denarnici in kaj nimam. No in to mi je tako strašljivo. Ne? Poleg tega je njihova oblika backupa nestandardna. To so neke QR kode in pa ta zasebni ključ v surovi obliki, v ta dolgi obliki, kaj naj si ga na papir napišem ali, mislim, sploh ne vem, kako postopati. Mene bi bilo te denarnice strah. A lahko zaključiva, da se pravi BC Vault, kljub temu, da bi si želela, glede to, da je slovenska, da bi lahko rekla, da je to primerljiva z ostalimi vodilnimi na trgu. V tem trenutku uporaba zahteva bistveno več energije strani uporabnika, več razmišljanja, več pazljivosti in zaradi tega težko rečeva, da je konkurenčna trenutnim. Tako, in da jo priporočava. Kar mi je pa še všeč, oni ponujajo celo izdelavo kovinskega ohišja. Aluminijastega, celo zlatega, to mi pa všeč. Rad imam strojne denarnice, ki so trdne, na katero se lahko usedeš, pa ne bo kar počla. To se mi zdi fajn, ni pa to glavni nosilec varnosti. Nimaš tam Bitcoina. Ja, imaš pa ključe, ne? Če se usedeš gor, kopal. No, ampak v tem primeru, ker je backup tako zagoneten in nekompatibilen s celim ekosistemom, ga ne moreš kar enostavno prenesti na drugo denarnico. Mislim, prenos tega je enako kot prenos iz Paper Bitcoina, Paper Walleta, ki smo ga prej omenili, se pravi iz papirnate denarnice, in to je kar nevaren postopek. Tako, kot si rekel, no, zahteva preveč od uporabnika in ne vem, kakšna prednost prinaša, da bi bilo vredno presedlati na BC Vault. Je pa en tak dober pet project, nekdo, ki je ljubitelj strojne opreme, ne jo poskusi. Seveda, dajva še to povedati, ne? To je najno mnenje, to je nekaj, kar mi dva veva, lahko da ne veva vsega. Imamo pa na internetu kar nekaj spletnih strani, ki opisujejo in preverjajo strojne denarnice. Ena od teh strani je The Bitcoin Hole, kjer vse lastnosti denarnic primerja in lahko vidimo, s čim vsem BC Vault je kompatibilen in s čim ni. In pa imamo recimo Wallet Scrutiny, ki pa testira denarnice in objavlja teste. In ta Wallet Scrutiny je za Tangem in BC Vault objavil kar nekaj opozoril. In to je tisto, kar želiva sporočiti Igorju, da mora biti pazljiv. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Odlično. Škoda sem pozabila na začetku se zahvaliti vsem, ki so naj spet nagradili Satoshi na Nostru. So poslali ene par uporabnikov, tako da hvala lepa na Fountainu tudi. Naj veseli, da ste spoznali to, pokažete, da pripravljajo vsebino, ki jo cenite, tako da hvala. Hvala, Bog vam ohrani zdravo navado. No, ko smo pa že glih pri denarnicah, smo pa v tem tednu doživeli premieri dveh vodilnih podjetij, Trezorja in Ledgerja. Oba dva sta predstavila nove denarnice. Trezor svoj flagship in Ledger nešto između, neko denarnico, ki ni ne v najvišjem rangu, niti ne v najnižjem. Pa si lahko še to pogledava. Dej, povej, to me zanima, kaj novega. No, a spet vse iste oblike, pa to, se veš, ženskam so pomembne oblike, barve, pa tako naprej, tako da. Ja, in ne, so tudi tega dotaknila. Najprej pogledava, kako so to predstavili. Oboji so priredili dogodek na to temo. S tem, da je tukaj Trezor naredil dogodek za nekaj 100 ljudi, ki je bil na nivoju dogodkov, kot jih poznamo od proizvajalcev mobilnih telefonov. To je bil res gala dogodek. Pa zdobil telefon. Ne. Denarnica.
Zgleda pa denarnica kot telefon skoraj. No, ampak tam je bila cela ekipa Trezorja in je bila na voljo javnosti. Lahko so se novinarji pogovarjali z njimi, odgovarjali so na vprašanja o vsakem detajlu, o firmwareu, čipih, o vsem. Medtem ko je Ledger priredil nek VIP dogodek, kamor je povabil ljudi, ki jih sponzorirajo, ljudi, ki sponzorirajo njih in je šlo za neko trepljanje po rami. Tako, francosko bi rekel. No, denarnice pa se primerjajo tako. Trezor, kot sem rekel, je predstavil svoj flagship, torej denarnico najvišjega razreda, denarnico, ki jo še niso imela, ki je boljša od ostalih, ki imajo na trgu, tako po izdelavi kot po funkcijah. Ta denarnica je prva denarnica na svetu, ki ima odprtokodni čip, ki sem ga omenil že prej. Torej, Trezor je bil v preteklosti deležen kritik, da se ne zanašajo na varne elemente, kar je bila upravičena kritika. Potem so v denarnicah Safe 3 in 5 uporabili varnostni element in ugotovili, da so te varni elementi nevarni. Ker pa so jih nerazkritju nevarnosti zavezovale pogodbe, tako imenovan NDA, teh nevarnosti niso smeli javno razkriti, so jih pa razkrili proizvajalcu, ki pa je rekel, to za nas ni nevarnost, bomo malo pogledali. Ne? In Trezor s tem ni bil zadovoljen in se je vrgel v proizvodnjo čipov. Jaz to izjemno spoštujem, jaz se tega momenta spomnim in se mi je zdel to nemogoč podvig. Zdelo se mi je, da bodo zaradi tega lahko celo izčrpali Trezor, zgodilo se je pa ravno obratno. Po 5 letih so predstavili prvi odprtokodni varni element in moja predikcija je, da bo Trezor s tem zaslužil več kot s prodajo denarnic. A te lahko samo stavim tukaj? Dej. Kaj je ta varen element sploh? Dej to pojasni. V Trezor denarnici, tej Safe 7, varni element varuje dostop do PIN-a. Varni element je čip, ki ne dovoli nobenega posega vanka, ne strani programske opreme, ne strani fizičnih posegov. Imamo kar nekaj vrst različnih posegov v čipe, torej laserski poseg, elektromagnetno prisluškovanje in ne vem kakšno analiziranje čipa še. In ob vsakem takem poizkusu vplivanja na čip se čip samo uniči ali pa blokira dostop do skrivnosti. Torej, zato se imenuje varni element, ker ne pusti nikogar, da pride do skrivnosti shranjene na njem. Se pravi, ščiti samo PIN, si rekel. To nima veze z... Ščiti vsebino, ki je na njemu. Zdaj pa Trezor se je pa odločil, da bo nanj shranil PIN. To je pa tisti PIN, ki ga na denarnico, fizično na denarnico vpišemo, ne v računalnik ali pa na mobilno aplikacijo, ampak v denarnico in s tem PIN-om on dekriptira skrivnosti na drugem čipu, ki ga ima na sebi in potem ti lahko upravljaš s svojimi kriptosredstvi. In brez dostopa, brez tega unlocka, brez tega dekriptiranja s pomočjo PIN-a ti ne moreš do skrivnosti na drugem čipu. Tudi če drug čip shackaš na vse prej omenjene načine, torej fizično ali skozi programsko opremo, ali mu prisluškuješ, ne boš prišel do skrivnosti, ker samo PIN dekriptira vsebino. Medtem ko varni element pa varno čuva ta PIN. Trezor je tudi večkrat poudaril, da je to prva iteracija čipa, ne glede na 5-letni razvoj, je to prva iteracija čipa, da ga bodo še razvijali, da se seveda lahko pričakuje, da ga bodo shekali, ampak hkrati je tudi povedal, da so tudi vsi varni elementi na trgu praktično ne 100% varni in kritični so zaradi tega, ker jih ne moreš preveriti, ker niso odprtokodni, ker moraš zaupati proizvajalcu in še celo, če najdeš luknjo, moraš biti v tej luknji tih. In to je bilo za njih nespremljiv. In to se mi zdi krasen razvoj v svetu strojnih denarnic, v svetu hardvera, strojne opreme, ki ščiti naše imetje, da so tako dosledni, ker s tem ščitijo tudi svoje imetje, ne? Da so naredili čip. To se mi zdi tako noro dobro. In če to zdaj primerjava z Ledgerjem, ne? Oni uporabljajo klasičen secure element, na katerem celo furajo software, operacijski sistem in skrivnosti in vse to je pod NDA, vse to je pod zaščito in Ledger ne moramo niti preveriti, niti ne sme on izdati morebitnih nepravilnosti na čipih, ki jih uporabljajo.
Okay. Kaj si hoteš vprašati? Ne, hotel sem reči, zdaj, ko si pač glih govoril o varnostnem elementu, oziroma varnem. Trezor Safe 7, kako izgleda, ja? Oziroma, kaj sploh je to? Kakšna denarnica? Ja, no to je denarnica te klasične Trezor rubrike, se pravi od spodaj, zgoraj kvadrat, spodaj gre v konus, je večji kot predhodne denarnice, ima barvni zaslon, touchscreen. Kar je še malo posebnost je, da je narejen iz enega kosa aluminija, ki je zareskan. Tukaj so se tudi zelo potrudili. Kar mi ni najbolj všeč je to, da zdaj vsebuje baterijo, čeprav baterija ne bi bila nekega tipa, novejšega tipa Life po 4, ki ima ful dolgo življenjsko dobo. Ni mi všeč, da je baterija noter, ker enkrat bo baterija crknila in s tem, ko crkne baterija, crkne denarnica, ker je baterija nezamenljiva. So pa razmislili tudi o tem, kar se je na drugi strani dogajalo z Ledgerjem. Ne vem, če veš, Ledger Flex je imel kar nekaj težav s tem, da ko je baterijo noter napihnil, je denarnico baterija razpočila. Ne v smislu eksplozije, kjer se ogenj sproži, ampak enostavno je raztegnila tiskano vezje in zaslon in jo razgonila v smislu, da se je odprla kot knjiga. In ti si imel denarnico v predalu in nekoč je bila ta denarnica enostavno raztrgana, fizično odprta. Zaslon ločen od ohišja in podobno. No, Trezor Sam priprava, da si lahko pol baterijo zamenil. Ja, da boš skladen z evropsko direktivo, ki prihaja čez nekaj let o popravljivosti naprava, ne? Pa res. Tako je. No, predstavljaj si, da se ti takole telefon odpre ali pa katerakoli naprava, kjer imamo noter vgrajeno baterijo. Ali pa avto. Ali pa avto, ja. No, to nam ni všeč, ne? In sploh ne pri napravi, ki varuje naše premoženje. No, Trezor je pri tej bateriji to upošteval in je dal prostor. Torej ima ne še enkrat toliko, ampak recimo, da 50% debeline baterije ima prostora, da se raztegne. Torej, tudi če se bateriji to zgodi, ne bo zelo hitro razturila same denarnice. Sicer pa Trezor uporablja ta uporabniški vmesnik zelo jasen, z večjim zaslonom so prišle večji fonti, večje črke, številke, je enostavneje berljiv. Trezor uvaja tudi eno tako, upam, da vmesno fazo med prikazom Bitcoin zaslon, še enkrat, ponuja eno vmesno fazo med prikazom Bitcoin naslovov, dokler ne bomo dobili ene oblike Bitcoin naslova, ki si jo bomo lahko zapomnili, tako kot si zapomnimo e-mail. Oni zdaj to dolgo klobaso in Bitcoin naslova prikazujejo v setih po 4 ali pa po 3, ne vem kako točno. In zdaj, ker je zaslon te nove denarnice Safe 7 toliko velik, je ta prikaz denarnice res enostaven. Zakaj je to pomembno? Ker moramo vsakič, ko pošiljamo Bitcoin na nek nov naslov, preveriti naslov na denarnici. Ali res pošiljamo na naslov, ki smo ga prilepili v bodisi menjalnico ali neko drugo denarnico. In s tem lažje preverimo naslov. To je ključna stvar vsake strojne denarnice. Torej, generacija naključnega števila, tega SID-a, teh 12 besed, in pa preverjanje naslovov, kamor mi pošiljamo ali pa kamor prejemamo bitcoine. To so glavne funkcije. In to so naredili res lepo. Medtem, ko na drugi strani se Ledger hvali z e-ink zaslonom, torej ne LCD ali OLED, ampak e-ink, ki ga poznamo iz e-bralnikov, da ima ta e-ink zaslon tudi secure element, torej ga imenujejo varni zaslon, bla, 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 ampak kot sem rekel, to je vse pod NDA-jem. Jaz razumem, zakaj imajo e-ink zaslon, ker je to prijaznejši očem, ne? In ker pač ljudje, ki imajo Bitcoin shranjen na denarnicah, skozi gledajo ta zaslon in je boljši, da barven ga gledajo, pač gledajo ta e-ink zaslon, da se ne pomarja oči. In tukaj dajem prednost Trezorju, naprimer, ne? Trezorju? Ledgerju. Ledgerju, ja. Ja, imaš prav, ker to denarnico res beremo tako ure in ure, a ne? Tako, ja. V resnici ne. No, e-ink zaslon prinaša dolgoživost baterije. Tudi nova Ledgerjeva denarnica, ki se pa zdaj imenuje Ledger Nano generacije 5, torej Ledger Nano Gen 5, ni nič drugega kot cenejša oblika Ledger Flexa, torej isti zaslon, slabše resolucije,
ista baterija, cenejše ohišje in tudi cena je nižja. Torej, Trezor Safe 7 se bo prodajal za 250 €, medtem ko bo Nano Gen 5 stal samo 180 €. Ampak mislim, da so tukaj bistvene razlike in jaz bi težko priporočal to drugo. Oziroma, je ne priporočam. Je pa z večjim zaslonom, čeprav monokromatskim, se osredotočajo tudi na NFT-je, če to kdo sploh še uporablja, če je to sploh še stvar. Osredotočajo se pa še na eno stvar, katera ideja je dobra, sicer pa je ne razumem v svetu strojnih denarnic, torej ohišje denarnice lahko customiziraš. Gor lahko popaš neke badge, tako imenovane, kako se temu po slovensko reče, značke, in tako hardware ločiš. Če imaš več istih denarnic, lahko med seboj ločiš, tako ker so označene. In to je dobro res samo in v primeru, ko imaš 2, 3 ali več teh denarnic, da veš, kaj je na kateri, in za čisto nič drugega. Ne vem, mislim, da mora biti nekaj hudo narobe z njihovimi idejami, če se morajo ukvarjati z ohišjem denarnice več kot z vsebino denarnice, ker pri vsebini denarnice ni čisto nič novega. Čeprav so Ledger Live preimenovali v Ledger Wallet, razen tega, da grejo v še večjo monetizacijo uporabnikov, niso naredili nič. Medtem ko Trezor res ne dela na monetizaciji uporabnikov, kljub temu, da lahko tudi v Trezor Suite, ki je zdaj tako na Androidu kot iOS-u v polni funkcionalnosti na voljo, lahko swapamo, stakamo in ne vem, kva še počnemo, tradamo. Oni ne grejo v KYC, ne grejo v monetizacijo uporabnikov tako kot agresivno to počne Ledger. In tukaj mislim, da si Ledger obeta največ prihodkov, ne toliko iz prodaje. Dobro, skratka, dve denarnici novih generacij, če tako rečeva. Ja. In potem, kar spovedal, bi bilo smiselno Trezor Safe 7 testirati. Ja, jaz mislim, da je Trezor Safe 7 tudi naredil nek preskok v industriji, ponudil nekaj novega, kar bodo mogli ostali posnemati. Jaz verjamem, da bo Trezor prodal ta svoj varni čip tudi še komu drugmu, verjetno tudi v industriji, in s tem bomo vsi uporabniki na boljšem. Medtem ko Ledger, kot ponavadi, skrbi več ali manj zase in s to novo denarnico ni predstavil praktično nič novega, nobene vrednosti ni podal. Čabe. Trezor pa ja. Shvalili so se tudi z Quantum Proof denarnico. To je na družabnih omrežjih požel kar veliko roganja in so jih sprašvali, kaj se grejo, saj vendar kvantum računalnikov še ni, saj ne vemo, kaj bo kvantum računalnik vsega zmožen, pred čem torej ščitite, bla, bla, bla. Gre samo za to, da so nekaj notranje enkripcije uporabili tako imenovane post-quantum enkripcije in to spremenili v veliki marketinški benefit, ampak tako je, ne? Vsak izpostavlja neko vsak izpostavlja vsakršno lastnost, ki je unikatna, ki je drugačna od ostalih, kako se reče, kompetitorjev, no. Kaj sem zdaj? Ja, konkurence, od konkurentov. Konkurentov, tako. No in se obesili tudi na to enkripcijo, ki je odporna na kvantum računalnike. Čeprav je Trezor tudi sam povedal, ne, mi se samo pripravljamo na to, to je priprava na morebitni prihod kvantum računalnikov, nekako morajo trenirati na živih produktih in zavedajo se, da kvantum računalnik bo šel hackati marsikaj drugega prej kot Trezor, hackati bo šel, če se bo nekdo z njim spravil hackati kriptovalute blockchaine in enkripcije na blockchainu, šele potem strojne denarnice. Ampak, ker ga ima za vsak slučaj tudi župnik v hlačah, so pa še oni dodali neko enkripcijo, ki ne bi bila post-quantum. Ni pa to nek feature, na katerega bi se mogli obešati ali pa zaradi katerega bi priporočali nakup te denarnice. Omenjavajo zato, ker je po internetu res veliko tega. No, danes si pa veliko povedal o teh denarnicah. Ja, to je bilo novosti ta teden.
Ja, super. Pa še se pripravlja, še bomo imeli Še? letos veliko tega. Ja. Pismo. Dobro. Foundation kakšno Devices ločeno prihaja z naredila, nami. ne? Lahko. Dajte poslušalci, če vas zanima kakšna konkretna denarnica, še poslati, pa bova še kaj razdelala. Drugače pa, Stanite na Coinu, stanite na poslušajte ta Coinu, dva Coina. Zberite Satoshi še enkrat. Ajde, čau.